Pred časom sem na LinkedInu videla en oglas, oziroma ni bil oglas, bilo je vabilo, bila je ena objava ene gospe, gospodične, ki je zaposlena v enem podjetju v Ameriki in je vabila slovenske edopodjetnike, torej slovenske ponudnike, ki prodajajo svoj know-how, jih je vabila, da naredijo oziroma da naredijo spletni tečaj in ga ponudijo pač torej temu ameriškemu podjetju, da ga lahko prodaja v njihovem imenu, ne. In kar mi je pri tem oglasu oziroma tem vabilu kar mi je najbolj padlo v oči, je bilo v bistvu vabilo, ki je omenjalo, ne, da iščejo res prave spletne tečaje, torej mislim, da je bilo real online courses, ne pa PowerPoint predavanj, torej ne pa PowerPoint-based lectures. Skratka, nekaj, kar tudi sama opažam v slovenskem prostoru, pa ne samo v slovenskem prostoru, to je pač, bom rekla, težava celotnega sveta, globalna zadeva, namreč, da ljudje, edopodjetniki, ponudniki spletnih izobraževanj pravzaprav ne vejo, kaj točno so spletni tečaji, ne poznajo razlike med webinarjem in e-delavnico oziroma workshopom v živo. Skratka, ob vsej poplavi vseh raznoraznih formatov so ljudje, bom rekla, torej izvajalci, spletni edukatorji, bom rekla, nekako zmedeni oziroma ne vejo pravzaprav, kaj točno je tista osrednja zadeva, ki jo spletni tečaji in spletna izobraževanja nudijo. V temle spletnem predavanju, torej v temle mini e-predavanju, torej to ni spletni tečaj in bomo tudi več o tem pogledali in povedali tekom tega predavanja, torej v tem mini predavanju, e-predavanju o tem, katere osnovne formate spletnega učenja oziroma poučevanja sploh poznamo in kaj moramo kot spletni edukatorji in pa edopodjetniki vedeti o spletnem poučevanju. Za vse, ki pa iščete, bom rekla, bolj konkretno rešitev, ki bi radi naredili bolj konkretne korake v svet spletnih izobraževalnih dogodkov in programov, pa vabim, da si ogledate brezplačen spletni program, online programi od kreiranja do promoviranja. Skratka, v temle predavanju naredim res, bom rekla, en tak pregled vseh teh formatov za konkretne korake, kako se tega lotiti, kako tehnično, na kaj biti pozoren, sem pripravila tale, bom rekla, tak brezplačen uvodni spoznavni spletni program, ki vas pač pelje čez, bom rekla, neko to strukturo oziroma čez to filozofijo, ki jo sama zagovarjam pri kreiranju spletnih izobraževalnih programov. Na drugi strani pa ponudba za vse tiste, ki pa svoje spletne izobraževalne programe in dogodke pa že imate in jih tudi seveda prodajate oziroma pač tržite, pa predstavljam novo storitev, to pa je portal Izberi e-dogodek.si, kjer omogočam edopodjetnikom, torej slovenskim izvajalcem, slovenskim ponudnikom spletnih izobraževalnih programov in dogodkov v slovenskem jeziku. Ponujam prostor, kjer se lahko predstavite, vi kot izvajalci, predstavite svoje spletne izobraževalne dogodke in programe in se z nami enkrat mesečno družite, mrežite in izobražujete na mesečni spletni edu-marketing konferenci, kjer v bistvu krepimo, bom rekla, te naše edu-marketinške veščine in buildamo naš edu-biznis. Torej, v čem je jedro ali pa srž tistega, bom rekla, problema, pa bom kar uporabila besedo problem, zakaj imamo danes v bistvu to zmedo na trgu z raznoraznimi formati pa raznoraznimi poimenovanji spletnih izobraževanj. Sama predvsem vidim tudi tukaj, bom rekla, to, da sta se v bistvu marketing in pa izobraževanje v zadnjih letih zlila zelo skupaj. Če samo pogledamo recimo trend zadnjih 10 let, je recimo marketing zelo posegel na področje izobraževanj oziroma je začel uporabljati elemente izobraževanj v svojem tako imenovanem tem vsebinskem ali pa izobraževalnem marketingu. To seveda ni nič narobe, sem popolni zagovornik tega, da pravzaprav je, ko
prodajamo karkoli oziroma ko tržimo karkoli, da je seveda pomembno, da svoje stranke podučimo, jih izobrazimo in tako naprej, skratka, da jih v bistvu preko tega, bom rekla, preko učenja, jih seznanimo v bistvu s tem, kaj pravzaprav ponujamo in pač na kakšen način jim lahko to pomagamo, ne. In pravzaprav ta izobraževalni oziroma vsebinski marketing se je pravzaprav uveljavil v vseh oziroma v veliko branžah na področju marketinga, ne. Skratka, ni vezan zdaj samo na izobraževalni sektor, skratka, ne uporabljamo izobraževalnega marketinga ali pa recimo vsebinskega, je majčkeno bolj širši izraz, ne uporabljamo samo, bom rekla, v sektorju, v izobraževalnem sektorju, ko delamo marketing, ampak pravzaprav v vseh sektorjih, ne. In zdaj, do česa je pač tukaj prišlo, ne, do tega, da pravzaprav formati iz spletnega izobraževanja se vse bolj pojavljajo v marketingu, ne. To se pravi spletni tečaji, ki nekako, bom rekla, so neki infoprodukti, ki o nečem informirajo, pa spletne oziroma te spletne delavnice oziroma ne delavnice, ampak webinarji kot marketinško orodje in tako naprej, ne. Ampak zdaj, to je tako kakor pri marketingu, recimo, če si vzamemo mi za primer e-mail, ne, maili, to se pravi, to vemo, kaj so maili, to se pravi spletna pošta, ne. Mi spletno pošto lahko uporabljamo v različne namene. Spletno pošto vi lahko mail pošljete nekomu, neko ljubezensko pismo, lahko nekomu pošljete, bom rekla, nek uraden dopis, lahko se recimo prek e-pošte prijavite na neko delovno mesto, lahko pa torej spletno pošto uporabljamo tudi v trženjske namene, ne, da nam nek ponudnik nam pošlje preko svojega email marketing sistema neko sporočilo. Zdaj, zakaj to govorim? Zato, ker spletno sporočilo, torej mail, je na koncu, ko pade v naš nabiralnik, izgleda enako. Dobimo ga v našem email inboxu ali pa v našem Outlook sistemu ali kjerkoli že to pač imamo, ne. Mogoče izgleda majčkeno drugačno, glede na namen, ki ga pošiljamo, ne. Mogoče so marketinški majčkeno malo bolj lepši, vizualno dodelani in tako naprej. Če ga pa dobimo od prijatelja, pa mogoče samo nek goli tekst, pa mogoče kakšna fotka. Ampak konec koncev, na koncu je mail še zmeraj mail, ne. Mi kot končni uporabnik vidimo ta mail kot navadno oziroma kot pošto, ki je prišla v naš nabiralnik. In tukaj podobna situacija nastane, ko govorimo o marketingu in pa o tem, o uporabi teh, bom rekla, elementov spletnega izobraževanja v uporabi v marketingu. Ljudje nazadnje še zmeraj na koncu vidijo, da je to webinar, vidijo, da je to spletni tečaj in tako naprej, ne vprašajo se pa o tistem ozadju, kaj točno je namen tega maila, tega webinarja ali je to izobraževanje ali je to marketing, ne. Skratka, naši, bom rekla, končni uporabniki, pa ni nujno, da so to samo pač torej naše stranke, ampak na splošno vidijo na koncu koncev, da je to pač nek format, ki ga tudi mi sicer uporabljamo v spletnem izobraževanju. In zdaj v bistvu s to, bom rekla, s to pokritostjo, ne, danes s to tehnologijo, ki je praktično ratala zelo dostopna, dosegljiva, ne, praktično vsak, ki ima, bom rekla, dober telefon oziroma telefon z dobro sprednjo kamero, pa en soliden mikrofon za mogoče par 10 evrov, že lahko pripravlja spletna izobraževanja. Če imaš računalnik, ki ni treba, da je ultra super, že lahko kreiraš, bom rekla, ene take preproste video izobraževalne vsebine. Skratka, danes vsak, ki ima neko določeno znanje, seveda to znanje lahko prodaja in zapakira v spletne izobraževalne programe, v spletne delavnice, v pač kakršenkoli format že. In s porastom tega, ne, smo prišli do druge dileme oziroma do druge situacije, da pravzaprav vsakdo, ne glede na to, kakšno ima predhodno izobrazbo, ne glede na to, ali ima podlago v, bom rekla, nekem andragoškem področju, torej v področju izobraževanja odraslih ali pa samo izobraževanja, lahko tudi otrok, mladine, ne, ne glede na to, ali jo ima ali ne, lahko podaja znanje na en tak zelo enostaven način, hitro dostopno in tako naprej, ne. In zdaj tukaj smo pač prišli do te dileme, da se pokrivata v bistvu pravzaprav marketing in pa izobraževanje se, bom rekla, na nekih točkah zelo pokrivata, uporabljata enake formate, govorimo v bistvu o tem, da je ratala med njima dosti tanka meja in marsikdaj, marsikateri izvajalec
sploh v resnici ne ve, ne pozna, bom rekel, tiste osnovne razlike med nekim videom kot video formatom, recimo v namene marketinga in pa med spletnim tečajem ali pa med webinarjem v marketinške namene in pa delavnico, bom rekel, spletno delavnico v živo, ki je namenjena recimo izobraževanju. Tako da, moja misija je tukaj, da vam pokažem sistem, en zelo preprost, enostaven sistem, kaj pravzaprav pomeni delati spletna izobraževanja, kaj spletni izobraževalni formati sploh so, kateri so in kako se jih pravzaprav, v čem se pravzaprav ločijo, bom rekel, od nekih drugih neizobraževalnih oziroma manj izobraževalnih zadev. Če se še malo navežem nazaj na marketing oziroma na izrazoslovje, predvsem, ki ga lahko vidimo, ki ga lahko zasledimo na trgu, pa govorimo o trgu, bom rekla, slovenskem in pa mislim tudi na širše, na globalni trg, zasledimo različne izraze, kot so, ne vem, online classes, online courses, večinoma self-study courses, torej bom rekel, nekaj za samostojno učenje, pa vidimo masterklase, pa bootcampe, pa skratka razne, pa webinar, pa milijavžen teh izrazov je, ki se pojavljajo. Iz vidika spletnega izobraževanja oziroma iz vidika spletnega poučevanja pa v resnici poznamo samo dva formata. Govorimo torej o formatu, ko smo v realnem času skupaj v živo, torej to so sinhroni programi, torej sinhrono tukaj se lahko asociiramo torej na sinhrono plavanje, ko smo vsi skupaj v istem času, ali pa asinhroni programi, skratka programi, ki se odvijajo, ko sta udeleženec in izobraževalec oziroma tudi udeleženci med sabo časovno ločeni. Če pogledamo še naprej, lahko oba formata, torej sinhrono in asinhrono, razdelimo še glede na to, kako je naš udeleženec oziroma koliko je naš udeleženec vključen. Oba formata torej lahko razdelimo na pasivne programe in pa aktivne programe. Zdaj, kaj mislim s pasivnimi? Tukaj sem dala ikonico daljinca, tukaj si lahko predstavljamo, udeleženec je pasiven, kadar v bistvu informacije samo sprejema. To se pravi, tako kot bi bil z daljincem v roki. Gleda televizijo, sprejema informacije, v glavo se mu filajo, bom rekla, nešteto informacij, nešteto nekih podatkov. Medtem ko govorimo o aktivni vlogi, je pa naš udeleženec aktiven. Tukaj sem dala rokico. Skratka, nekaj počne. Zdaj bom poudarila seveda, da tukaj ni nujno, da samo nekaj počne v smislu, da dela fizično. Bistvena poanta je torej, da je aktiven, da je aktivno vpleten, vključen v ta naš program. Še enkrat poudarjam, ni poanta, da zdaj nekaj dela v smislu z rokami. Tukaj sem dala slikico možgančkov, kjer je noter še srček pa neki koleščki. Skratka, gre predvsem za to, da ko imamo udeleženca, ko udeleženca postavimo v aktivno vlogo, se pri njem, bom rekla po domače rečeno, v možganih začne nekaj dogajati. Začne nekaj razmišljati, nekaj premlevati, mogoče gre za neke stvari, ko ga postavimo v neko situacijo, ko gre za neke, bom rekla, občutke in tako naprej. Tukaj sama v programu Spletni edukator velikokrat omenjam varianto let them feel, think ali do. Pa ste videli, da je do na končnem mestu. Skratka, ko v naše programe vpletemo to, da udeleženca postavimo v aktivno vlogo, da nekaj občuti, da o nečem razmišlja, da nekaj dejansko mogoče tudi dela, izdeluje, preizkuša, takrat govorimo o aktivnih programih. Zdaj, tukaj mi velikokrat udeleženci v mojih programih v tem spletnem edukatorju velikokrat rečejo, ja, ampak Maruša, veš, jaz ne morem udeležencev dati samo, da nekaj delajo, moram jim nekaj povedati, jaz imam veliko za povedati. Ja, imamo tudi nekaj za povedati, seveda v spletnih izobraževanjih delamo oziroma imamo seveda tudi vključen, bom rekla, en tak sklop, kjer seveda predamo tudi neko vsebino, skratka, je en del tudi, predstavlja tudi vsebina. Vendar pa tisto, kar je pa ključno, da dodamo našim spletnim izobraževanjem, je pa ta aktivnost. To se pravi, kadar govorimo o tem, da smo ljudi vključili, pa je to bodisi
individualno, to se pravi, da samo sami pri sebi nekaj razmišljajo, nekaj delajo, nekaj občutijo in tako naprej, ali pa skupinsko, skratka, da so kot skupina vključeni v nek projekt, da delajo skupaj, da diskutirajo o nečem skupaj in tako naprej. Takrat govorimo pa o aktivnostih. Zdaj so to izobraževalne aktivnosti, ki so posebej planirane in dizajnirane prav za te učne namene. Skratka, to ni zdaj samo, da se zdaj zmislimo pa rečemo, aha, zdaj bomo pa kar eno aktivnost dali, zato ker je Maruša rekla, da se mora nekaj dogajati, zato da bo naš izobraževalni program res izobraževalni, ne pa samo pač neka zadeva, ne. Skratka, te aktivnosti seveda morajo biti posebej dizajnirane, posebej seveda v ozadju obstajajo tako imenovani instructional design, skratka neke teorije, ali pa bom rekla neki koncepti, ki nam pokažejo oziroma dajo neko osnovo, kako pravzaprav take programe zgraditi. In tisto, kar je potem ključno pri posameznih spletnih izobraževalnih programih oziroma izobraževanju na splošno, je pa tudi feedback oziroma reakcija. Skratka, če naši programi obtičijo nekje na ravni, da smo ljudem samo dali nekaj za narediti, ne, v redu, super so naredili, ne, kaj pa zdaj s tem, ne. Tukaj je res, bom rekla, ključna situacija, da moramo kot izobraževalci, sploh kadar delamo, bom rekla, bolj neke vodene online programe, je naša dodana vrednost oziroma dodana vrednost online izobraževalnih programov, ne glede na to, v kakšnem formatu so, je pravzaprav ta naša reakcija oziroma ta naše povratno sporočilo oziroma ta feedback, s katerim lahko potem pač seveda usmerimo to izobraževanje naših udeležencev naprej. Pa se dajmo zdaj bolj konkretno pogledati, kaj pravzaprav pomeni zdaj to v konceptu res formatov, ne. Zdaj smo si pogledali v bistvu, kaj so tiste ključni elementi, torej info, aktivnost in pa reakcija oziroma feedback, oziroma povratna informacija. Zdaj poglejmo v bistvu, kaj to zdaj pomeni z vidika dejanskih formatov, pa si bomo najprej pogledali na primeru sinhronega dela. Torej, zdaj se bomo ukvarjali nekaj časa s tem, ko smo v živo. Torej, če pogledamo tole tabelico, če slučajno spremljaš tako, da vidiš tole tabelico, imamo tamle pod sinhrono imamo stolpec, da so pasivni, torej da so udeleženci pasivni, in pa imamo vrstico info vsebina. In tukaj noter pade v to okence pade to, čemur mi rečemo oziroma čemur mogoče bolj, bom rekla, v marketinškem vidiku rečemo webinarji. Po slovensko bi temu rekli e-predavanje v živo, to se pravi, poudarjam, tukaj zraven dajem v živo, kar pomeni, da gre za format, ko smo v živo, ampak ni ničesar drugega kot samo podajanje informacij. Zdaj tukaj ne zamešati interaktivnost v smislu, da našim udeležencem rečemo, ne, seveda orodja, kot so, ne vem, webinar platforme, seveda omogočajo, da rečemo udeležencem, ok, dajte napisati, ne vem, iz kje ste, ne, najbolj pogosta zadeva, ne, ali pa napišite, ne vem, a me slišite, ne. To ni interakcija, to ni interakcija, o kakršni govorimo v okviru aktivnosti in interaktivnosti v smislu izobraževanja oziroma poučevanja. To je čisto, bom rekla, preprosta komunikacija in chat v tem primeru postane naše orodje za komunikacijo z udeleženci. Skratka, sam format ni nič napačen, ne bom rekla, da je karkoli manj vreden ali kakorkoli, gre pa za to, da v bistvu tukaj govorimo o tem, da smo mi kot izvajalci samo podajalci informacij. Skratka, kot izobraževalci, seveda ga lahko uporabljamo tudi kot izobraževalci. Skratka, vse to, o čemer zdaj govorim, ne govorim z vidika marketinga, ampak govorim z vidika nas kot izobraževalcev. Zdaj, osebno pač jaz sama se po tega formata e-predavanj v živo ne poslužujem, ker osebno ne vidim dodane vrednosti. V smislu, ne vidim dodane vrednosti, da bi bila z udeleženci v živo, pa jim samo govorila, ne. V tem primeru potem raje naredim e-predavanje, ki je posneto, tako kot je recimo tale zadeva, ki jo zdaj poslušate in gledate.
dobite neke informacije od mene, vi izberete čas, kdaj boste to poslušali oziroma gledali. Jaz sem svobodna v tistem času, lahko, ko vi gledate, jaz lahko počnem druge stvari. Skratka, iz vidika izobraževanja osebno sama ne vidim dodane vrednosti, da bi se posluževala takega formata. Je pa tak format zelo uporaben, bom rekla, zdaj pa gremo v tiste marketinške vode, je pa uporaben, kadar govorimo o marketingu, kjer želimo predstaviti. Zdaj, mogoče, če se dotaknem rahlo marketinga, ena dodana vrednost tukaj je pač, da se dostikrat tega formata marsikdo poslužuje, zato ker dobi tisti občutek, ker lahko v marketingu damo tisti občutek urgentnosti. Zdaj, to predavanje bo samo ob tej pa tej uri, lahko si ga samo takrat pogledate, ok, mogoče bo še posnetek in tako naprej. Zdaj, jaz sama pač bom rekla, iz vidika edu-marketinga, torej če ste spletni edukator, če ste izobraževalec, če ste coach, mentor, karkoli že, sama vidim dodano vrednost bolj, tudi če delamo v marketinške namene, vidim dodano vrednost nas izvajalcev, za nas izvajalce in za naše udeležence v tem, da kljub vsemu naredimo tudi promocijsko predstavitveno delavnico oziroma neko srečanje v živo v obliki delavnice. Zakaj? Zato, ker takrat lahko v bistvu bolj se povežemo z udeleženci, bolj jim pokažemo, kako se mi odzivamo, več je komunikacije, skratka, lažje nekako prikažemo ta način našega funkcioniranja in naše, bom rekla, tiste dodane vrednosti, ki tiči v tem, bom rekla, v tej naši interaktivnosti, v naši komunikaciji, v našem suportu udeležencem. Zdaj, če pogledamo, kaj zdaj to pomeni z vidika aktivnosti in interaktivnosti, vidimo, da v bistvu pač pri sinhronih izobraževanjih oziroma pri sinhronih zadevah, kjer imamo udeleženca v, bom rekla, neki pasivni vlogi, tam v resnici nimamo nobenih aktivnosti. Še enkrat poudarjam to, da napišejo v chat, kje so. To ni interaktivnost v kontekstu učnih aktivnosti in učne interaktivnosti, ampak je zgolj samo komunikacija. Seveda, če ni aktivnosti, potem tudi ne more biti feedbacka oziroma te reakcije na akcijo. Vidimo pa v bistvu, da tukaj uporabljamo lahko različne platforme, ki jih srečamo prav večinoma v marketingu, torej tukaj so predvsem neki kanali za enosmerno komunikacijo, torej nek enosmerni live streaming, to je lahko Facebook Live, to je lahko YouTube Live, to je lahko Zoom, predvsem mogoče Zoom webinar tukaj, ker v bistvu omogoča predvsem ta, bom rekla, večjo udeležbo in pa v bistvu, bom rekla, to mislim, ne interaktivnost, ampak to, bom rekla, komunikacijo majčkeno drugačno. Skratka, ni potrebe po neki interaktivnosti v smislu, da nekega skupinskega dela pa nekih aktivnosti, ki jih moramo upravljati, ampak je predvsem to podajanje informacij. Zdaj pa smo rekli, težimo v spletnem izobraževanju, težimo k temu, da so naši udeleženci aktivni. Še enkrat poudarjam, nič ni narobe, če imate vi pač, bom rekla, z nekimi nameni, bom rekla, da je nek v ozadju namen, s katerim želite predstaviti neko vsebino. V tistem primeru seveda lahko uporabimo formate, kjer so udeleženci pasivni. Tudi v končni fazi, tudi vi zdaj, ko tole poslušate, ste pasivni prejemniki informacij. Vendar pa, ko govorimo o spletnem izobraževanju v kontekstu programov ali pa nekih dogodkov, spletnih usposabljanj, ki jih prodajamo oziroma ki so, bom rekla, ki peljejo k temu, da udeležencem nekaj omogočimo, da znajo na koncu narediti, v tem primeru pa se moramo poslužiti formatov, ki naše udeležence spravijo iz pasivne v aktivno vlogo. Torej, ko govorimo o sinhronih formatih, to se pravi v formatih, ko smo v živo, je to najbolj tipičen format interaktivna spletna delavnica v živo. Že samo ime delavnica vsebuje notri besedico delati, kar pomeni, da takrat naši udeleženci niso samo pasivni poslušalci, ampak jih vključimo na ta način, da dejansko delajo. Zdaj, ta delavnica je lahko nekaj, kar je samostojno, to je lahko recimo, 90-minutna spletna delavnica,
Spet, lahko je celo v marketinške namene, ne. Jaz sama tudi imam brezplačne spletne delavnice, ampak je res poanta v tem, da tam udeleženci delajo. Dam jim nekaj majhnega, v 2 urah, 2 pedagoških urah, tako ali tako ne moremo osvojiti, ne vem, bom rekla, neke velike zadeve, ampak glih toliko, da lahko oni spoznajo moj način dela, da spoznajo mene, bom rekla, kot edukatorja, kot mentorja. Skratka, če ste vi samo pasivni podajalci informacij, v resnici udeleženci sploh ne spoznajo. Spoznajo vaše znanje, spoznajo to, kar v bistvu vi podajate, ne spoznajo pa vašega načina dela, ne. Če pa smo mi neki mentorji, coachi in tako naprej, pa seveda je v bistvu naša dodana vrednost raven tem, kako mi te naše udeležence suportiramo na nekem nadaljnjem procesu, kako komuniciramo, na kakšen način se odzovemo, ko imajo udeleženci neko situacijo in tako naprej, mogoče celo situacijo, ki je mi ne znamo takoj na licu mesta rešiti in tako naprej, ne. Skratka, tukaj sem jaz zelo pristaš tega, da tudi če delamo neke marketinške oziroma v edu-marketinške namene, v predstavitvene namene, da se poslužimo teh interaktivnih formatov. Lahko pa je seveda ključno, kar pa je, ko govorimo o nekih prodajnih programih, je pa to, da so to v bistvu formati, da je to format, ko torej udeležence dejansko usposabljamo za neko stvar. Torej niso več samo na nivoju informacij, samo na nivoju, da prejemajo informacije, ampak jih dejansko postavimo v vlogo, da oni usvajajo, bom rekla, to znanje, da usvajajo neke določene veščine, da delajo neko transformacijo. Jaz velikokrat rečem, do transformacije, samo informacije ne vodijo do transformacije, ker če človeku samo dajemo informacije, informacije, informacije in če mu ne pomagamo do neke aplikacije, da zna te informacije prenesti v svoje vsakdanje življenje, v svoje vsakdanje delo, potem smo mu dali samo, bom rekla, potem smo samo zlivali neke informacije tja v glavo in je zdaj pač on sam sebi prepuščen. Tako da, ko govorimo o aktivnih udeležencih v sinhronem formatu, govorimo torej o nekih spletnih izobraževalnih delavnicah. Tako kot sem rekla, lahko je to samostojna delavnica, torej neke 2, 3, 4 ure, skratka imamo nek manjši obseg vsebine, nek manjši cilj, ki ga osvojijo, ne. Lahko je pa to serija e-delavnic, ne, in v tem primeru potem govorimo o nekem spletnem usposabljanju oziroma o online treningu. Training v angleščini je prevod, torej usposabljanje. Poudarjam tukaj tudi to, ne, spletna delavnica, tudi če je v živo, tudi če so udeleženci oziroma običajno sem tam, pač je večja skupina udeležencev, tega običajno ne delamo potem 1 na 1, ampak imamo, bom rekla, skupinsko. Je še zmeraj imamo tukaj 2 vidika, ne, so določene zadeve, ki jih udeleženci lahko delajo sami, individualno. Tudi sama imam tak primer, recimo spletni edukator Snemaj je delavnica, kjer tipično udeleženci delajo vsak na svojem projektu zase, torej ni neke, bom rekla, neke večje interakcije med udeleženci, medtem ko recimo pri programu Spletni edukator Zumaj ali pa Dizajniraj, je pa poanta v tem, da pač želim, da izkusijo oziroma je pač poanta tudi v tem skupinskem delu, v tej skupinski dinamiki, kar pomeni, da tam pa v bistvu načrtujem in dizajniram program na ta način, da so udeleženi vsi udeleženci, ki nekako med sabo sodelujejo na tak ali drugačen način. Iz vidika uporabe orodij, mogoče tukaj sem še malo preskočila, definitivno seveda tukaj v tem primeru, ko govorimo potem v tej o interaktivni delavnici, ki vključuje neke aktivnosti, seveda pride tudi do tega, da damo nek feedback, neko povratno informacijo. Tudi tukaj v spletnem izobraževanju veljajo, oziroma v izobraževanju nasploh veljajo neka določena pravila, kako pač ta feedback podajati. Zdaj bolj konkretno o tem se učimo torej v teh naših programih Spletni edukator. Kar pa želim tukaj se osredotočiti, je pa predvsem to, da še enkrat pogledamo tudi orodja in platforme, ki se pa zdaj tukaj, ko govorimo o sinhronem formatu in o aktivnih udeležencih, razlikujejo od orodij, ki jih uporabljamo za pasivno dostavo znanja. Namreč tukaj pa potem, torej pri teh interaktivnih spletnih delavnicah, pa potem že potrebujemo orodja, ki nam omogočajo interaktivnost. In tukaj pa dejansko potem niso več to samo orodja za enosmerno komunikacijo, torej ni dovolj več samo to,
da imamo mi orodje, da se usedemo pa odpredavamo neko PowerPoint prezentacijo, ampak potrebujemo tako imenovane videokonferenčne sisteme. Zdaj, jaz osebno sem pristaš Zooma, ker je res prvič cenovno je zelo ugoden, drugič omogoča res praktično vse zadeve, kar si sploh lahko zamislimo, ne. Alternativa so seveda tudi Microsoft Teamsi, majčkeno bolj so, bom rekla, majčkeno manj so primerni za izobraževanja, zato ker so Teamsi v osnovi bolj, bom rekla, bolj support nekemu timskemu delu, kar že samo ime pove. Super je tudi recimo alternativa Zoomu je tudi Webex. Skratka, gledamo tam, pač gledamo glede na to, kaj zdizajniramo, glede na to, kakšen program oblikujemo, gledamo, kakšno orodje potem rabimo, ampak v vsakem primeru pač tukaj potem potrebujemo nek videokonferenčni sistem, ki omogoča več kot samo to, da podajamo informacije, ampak omogoči tudi to aktivnost in interaktivnost med udeleženci. No, pa naredimo zdaj podoben pregled še za asinhrone formate. Tukaj že lahko vidite v tabelci, da je majčkeno širša tale stolpec asinhrono, ampak v osnovi filozofija je enaka. Torej, ko govorimo o tem, da samo podajamo neke informacije, govorimo o predavanju, e-predavanju, ki pa je seveda v tem primeru posneto. Skratka, to, kar vi zdajle poslušate, to, kar vi zdajle gledate, je posneto e-predavanje. Nisem vas dala v nobeno aktivnost, nič ne zahtevam od vas, da naredite, samo po domače rečeno filam vas z informacijami. Podajam vam neke osnovne informacije, zaradi česar pa vi ne boste, bom rekla, boste informirani, ampak še zmeraj pa niste naredili nič dodatnega. V smislu, da bi rekla, ne boste imeli narejene, ne boste naredili zdajle svojega spletnega tečaja, če vas samo učim, če vam samo podajam informacije o tem, kako spletno izobraževanje izgleda oziroma kateri formati so, ne. Skratka, tista bistvena razlika, tista bistvena, bom rekla, premisa tukaj je to, ne, ali ste vi prišli do transformacije, ne. Zdaj, prišli boste seveda mogoče tekom tega predavanja do nekih aha momentov, ne, do nekih spoznanj, ampak v resnici do transformacije, do neke spremembe, še zmeraj pa to ne bo pomenilo, da ste naredili neko spremembo, ne bo pomenilo, da ste naredili dejansko nekaj, da ste naredili premik, da ste naredili drugačen, ne vem, karkoli, no, v tem smislu. Skratka, to, kar je ključno pri izobraževanju, je transformacija. Pa ne govorimo tukaj zdaj o neki veliki transformaciji, ne govorimo zdaj o transformaciji v smislu, da zdaj naredimo celo revolucijo pri udeležencu ali pa da bi jaz od vas zdajle pričakovala, ne vem, da pridete v moj spletni program, pa imate transformacijo v smislu, da postanete popolnoma nov človek, ne. Transformacija v smislu, bom rekla, neke spremembe, ne, da znate recimo, ne vem, da znate od točke A do točke B in če je bila točka A to, da, ne vem, delate spletne izobraževalne programe po, bom rekla, nekem svojem načinu, je točka transformacije to, da jih znate delati, bom rekla, na podlagi nekih teorij, na podlagi nekih strokovnih raziskav in tako naprej, da so potem vaši spletni izobraževalni programi bolj učinkoviti, bolj zanimivi, bolj motivirajoči za vaše udeležence in tako naprej, ne. Ste videli, ne rabi biti to neka velika sprememba, mogoče ste naredili samo en majčkeno drugačen pristop v tem, kako programe pripravljate in je prišlo do spremembe pri vas, torej do te transformacije, ne. Še enkrat poudarjam, ta transformacija ne rabi biti neka revolucionarna zadeva, včasih je to dovolj samo neka mala zadeva. Skratka, ko pa govorimo o nekih asinhronih zadevah, kot je tale, kjer ste pasivni, pomeni, da ni prišlo do transformacije. Niste znali zaradi tega, ker ste mene poslušali, niste na koncu znali zaradi tega, kaj, bom rekla, narediti ali pa prišli do tega, da ste dejansko nekaj prinesli v svoje življenje, bi se reklo tako po domače povedano. Torej, pri teh asinhronih programih podobno oziroma enako kot pri sinhronih pomeni, da ni nikakršne aktivnosti, ničesar ne delate, ničesar ne delate ne individualno, ne skupinsko. Spet tukaj poudarjam, to, da si vi zdajle mogoče delate zapiske zraven, da vi zdajle nekaj, vi sicer z roko nekaj počnete, si zapisujete, ampak to ni delo oziroma to ni aktivnost, ko v kontekstu učne aktivnosti, ne. Učne aktivnosti imajo torej neke svoje zakonitosti in tukaj je pravzaprav najtežji ali pa, bom rekla,
Najbolj zahteven del priprave spletnih izobraževanj je pravzaprav ne v tem, kako podajati informacije. To zelo hitro usvojimo, zelo hitro znamo pripraviti, ne vem, PowerPoint prezentacijo ali pa, ne vem, sebe postaviti pred kamero, pa pač o nečem govoriti. Spet, tudi tukaj obstajajo zakonitosti, kako, na kakšen način to povedati. Torej, tudi ko govorimo o podajanju vsebine nadaljavo, govorimo o določenih zakonitostih, kako je treba strukturirati to vsebino, da bo učinkovita, kakšna je dolžina posameznih teh nekih lekcij, nekih predavanj, da je to učinkovito, na kakšen način mora biti vsebine pripravljene, kaj vključiti za to, da res zajamemo različne tipe udeležencev in tako naprej. Skratka, to so potem tiste zadeve, ki recimo, ne vem, navaden video, marketinški video spremenijo oziroma ne ga spremenijo, ampak ga ločijo od izobraževalnega videa. Tako da, ko jaz govorim o programu Spletni edukator Snemaj, ne govorim o tem, da se bomo učili snemati pač kar nekaj tako, ampak se dejansko učimo pripravljati, strukturirati vsebino, bom rekla, na ta izobraževalen način, podajati informacije na ta, spet, bom rekla, ne izobraževalen način, ampak na nekaj, kar pač temelji na tem, kar je pomembno za spletno izobraževanje in podajanje znanja preko ekrana. In zdaj, če se vrnemo tukaj, če pogledamo še ta naša orodja, ki so tukaj zlistana, spet tukaj potem govorimo o nekem videu, ki pa je nekam naložen. Skratka, razlika od prej, ko smo govorili sinhrono, kjer je bil live streaming, torej kjer smo v živo nekaj oddajali, nekam streamali, imamo tukaj torej video, ki ga naredimo na nekem spletnem, na neki način, lahko je to na telefonu nekaj posnamemo, lahko na računalniku posnamemo, lahko je to samo v PowerPointu nekaj posneto, bistveno je pa potem, da je to nekam naloženo. Običajno pač teh videov ne pošiljamo po mailih ali kakorkoli, ampak je pač poanta, tako kot recimo vi zdaj tale video gledate ali poslušate, je nekam naložen, torej na YouTube, na Facebook ali pa v Learning Management sistemu, o katerem bomo še spregovorili v nadaljevanju. Ko govorimo pa o asinhronem, aktivnem načinu podajanja znanja, imamo pa pod info del, v bistvu govorimo o nekih video lekcijah. Zdaj, video lekcije so ponavadi en delček spletnih izobraževalnih programov. Običajno, to se pravi, če bi si predstavljali tukaj, že prej sem omenila, pač obstajajo določene zakonitosti, kako se jih strukturira, kako se jih pripravi, na kakšen način je treba vsebino noter podajati, da je res, bom rekla, da res ustreza tem pogojem poučevanja oziroma učenja nadaljavo. In običajno video lekcije ne stojijo same, ker potem, če video lekcije stojijo same, potem to pomeni, da govorimo o e-predavanju. Torej, video lekcije so običajno en delček nekega spletnega izobraževalnega programa, o čemer bomo zdaj takoj v naslednjih slajdih si pogledali. Edini format, kjer pa lahko govorimo o tem, da so te video lekcije oziroma neka taka e-gradiva kot neka samostojna enota, bi pa lahko bilo, kadar govorimo o tako imenovanem M-learningu, torej M-learningu. Torej, to je pa lahko, zdaj ta M lahko pač ga imamo za mikrolearning, torej, ko dostavljamo neke manjše informacije, neke manjše enote, ampak to so v bistvu ponavadi običajno e-gradiva. To niso zdaj neka mala e-predavanja, torej še enkrat, e-predavanje je to, kar recimo zdaj vi poslušate, e-gradivo pa dejansko ima tudi neko interaktivnost. Tukaj sem dala tudi to slikico, to se pravi, nekaj na telefonu kliknemo. In običajno pa ne kliknemo samo to, da nekaj podrsamo, ampak dejansko imajo ponavadi ta e-gradiva, torej če govorimo o gradivih v kontekstu M-learninga, bodisi mikrolearning ali pa mobile learning, govorimo o tem, da imajo ponavadi tudi že neko implementirano, neko malo aktivnost zraven. To se pravi, da neki udeleženci nekaj kliknejo in dobijo potem povratno informacijo. Tako da, dajmo si pogledati zdaj, v kakšnem kontekstu potem te video lekcije pravzaprav stojijo, ko govorimo o spletnem izobraževanju. Torej, s tole roza oziroma magenta barvo označujem torej tiste formate, ki so značilni za spletno izobraževanje. Prej so bile to pri sinhronem, so bile to interaktivne delavnice, tukaj pa je eden od formatov,
asinhronega izobraževanja je spletni tečaj za samostojno učenje. Zdaj tukaj spet poudarjam, podobno kot se, bom rekla, malo grdo zlorablja beseda delavnice, spletne delavnice, ne, pa so na koncu potem to neka, v resnici samo neka predavanja. Podobno se zlorablja tudi beseda spletni tečaj, pa zdaj mogoče tukaj malo manj, da rečem, no, mogoče preostra beseda zlorablja, ampak pod spletni tečaj velikokrat vidimo zapakirano vse živo, ne. Zdaj, spletni tečaj kot, bom rekla, kot format, ki ga poznamo na področju e-learninga, torej na področju spletnega izobraževanja, pa mimogrede, ne, spletno izobraževanje ni ravno od včeraj, ne, skratka, čeprav se nam zdi, da so to formati in zadeve, ki so mogoče aktualne zadnjih par let. Še enkrat poudarjam, zadnjih par let se je pač v bistvu tehnologijo samo toliko razvila, da je danes praktično lahko vsakdo spletni izobraževalec in jaz seveda tudi to spodbujam. Hkrati pa mi je zelo pomembno, da v bistvu ohranjamo to, kar so, bom rekla, naši kolegi v preteklosti že, bom rekla, zgradili na področju tega, te stroke, ne, skratka gre za stroko, torej e-learning je stroka, ki se je razvila iz področja dopisnega izobraževanja, skratka še pred, ne vem, bom rekla, več kot 20 leti, 30, 40 leti recimo, ali pa še več, no, smo govorili o dopisnem izobraževanju, potem je pač to šlo v ta v to računalniško obliko in tako naprej, ampak veljajo dejansko zakonitosti, dejansko obstajajo določene, torej te zakonitosti, ki se jih nekako moramo držati, če želimo, da pač je to naše podajanje znanja na daljavo učinkovito in pa konec koncev tudi lahkotno za naše udeležence, ne. Včasih največja ovira je tukaj potem, da stvari naredimo kot izvajalci, naredimo mogoče bolj kompleksne, kot bi bilo potrebno in v bistvu s tem, bom rekla, naredimo več škode za naše udeležence, pa konec koncev, če to prodajamo, tudi naredimo sami sebi neko biznis škodo, ne, ali pa neko poslovno škodo. Tako da, ko govorimo o spletnih tečajih za samostojno učenje, v resnici ta format pomeni, to je to, kar v angleščini poznamo pod online courses oziroma self-study courses. To so programi, ki jih udeleženci lahko predelajo samostojno. Zato sem jaz dodala besedo samostojno učenje oziroma besedno zvezo, ker sem želela poudariti, da ko govorimo o spletnih tečajih, govorimo o formatu, kjer udeleženec kupi, se vpiše, zdaj kakršenkoli že plačljiv ali brezplačen format, se vpišejo in oni to samostojno predelujejo. Ne. Torej, tukaj ne gre za skupinsko, gre popolnoma za individualno delo, torej udeleženec je sam v tem programu, ga predeluje, zdaj če ga predeluje, kolikor ga predeluje, in pa kar je tisto ključno, lahko vidite tudi v tej tabelici, notri je aktivnost. Torej, če imate spletni tečaj, kjer samo podajate informacije, ki je samo sestavljen iz nekih videolekcij, ki udeležence dejansko ne spravijo v akcijo, ampak mu v bistvu samo dajo informacije, potem to ni spletni tečaj. Potem je to samo nabirka nekih videolekcij, oziroma lahko mu seveda rečete spletni tečaj, ampak učinkovitost, kakršno želimo doseči s spletnimi tečaji za samostojno učenje, pač ni enaka, ne. Tako da tukaj tudi vidite, manjka feedback, oziroma je, če feedback obstaja, je ponavadi avtomatiziran, ne. Torej, ko govorimo o temle feedbacku tukajle v kontekstu spletnih tečajev za samostojno učenje, je običajno feedback, bom rekla, naravnan na ta način, da je to nekaj avtomatiziranega, ne. Zdaj to najbolj klasična varianta, ki jo običajno ljudje poznajo, je neki testi, kjer dobiš yes, no, ne, pravilno, nepravilno, ne, ali pa nekaj klikaš, lahko so pa tudi majčkeno bolj sofisticirane zadeve v smislu drag and drop, torej povleci in spusti na pravilno mesto in tako naprej. Tako da ponavadi feedback tukaj je narejen torej na ta avtomatiziran način, kar pa ne pomeni, da udeleženci ne vejo, ne. Spet tukaj je tista ključna zadeva, o kateri ves čas govorim, ne, da izhajamo tukaj iz nekih andragoških principov, torej iz področja izobraževanja odraslih tudi, ne. Udeleženci seveda tudi v spletnih tečajih, tudi če so za samostojno učenje, tudi če nimajo mentorja zraven, morajo vedeti, če je spletni tečaj dobro zastavljen,
bojo vedeli, če smo ga pravilno zdizajnirali, bojo oni točno vedeli, kdaj so usvojili tisto učno snov oziroma tisto učno enoto, ker smo pač zdizajnirali na tak način, da oni točno vejo, da so to usvojili. Ok, gremo na naslednji format, če v okviru asinhronega, da se ne bomo preveč tlele ustavili. To je pa format, jaz sem ga sicer noter tudi dodala, in sicer individualni spletni mentorski ali pa coaching programi. Zdaj pač coaching je zelo popularna beseda v zadnjem času, tudi ta beseda je dostikrat zlorabljena, ker marsikdo niti ne ve, kaj točno coaching pomeni. Jaz se nisem tukaj dala kot prevod mentorstva, to se pravi mentorstvo in pa coaching sta dve različni stvari. Bom enkrat v priliki mečkam bolj podrobno, ampak čisto na kratko samo pač povem tisto neko bistveno razliko, kot jo vidim sama, pa pač kot je znana na tem področju. Skratka, mentorski program pomeni, da smo mi kot mentorji in peljemo nekoga do neke rešitve oziroma do neke transformacije. Ponavadi mentorski programi temeljijo na tem, da imamo neke konkretne aktivnosti, do katerih peljemo neke konkretne naloge. Potem pa, ko pri coachingu pa seveda imamo tudi neko, coaching je pa bolj, iz vidika, ko pride recimo pri nekem mentorstvu do neke situacije, ko ugotovimo, da recimo, ne vem, bom dala moj primer iz mojega področja. Jaz včasih, recimo, ko delam s strankami, pa jih učim delati, ne vem, online programe, pridemo do tega, da v bistvu trčimo ob neke notranje ovire. Skratka, ni več ovira, to se pravi, jaz sem jim mentor, jih peljem po tem postopku do tega, da bi znali narediti recimo nek spletni izobraževalni program. Potem pa na tej poti trčimo ob recimo notranjo oviro. Najbolj pogosta je to recimo kakšna, te mindset ovire v smislu, kdo sem pa jaz, da bom o tem govoril, ali pa meni je pa strah se izpostavljati, ali pa ne vem, če sem dosti dober in tako naprej. Skratka, ko pridemo do nekih takih notranjih ovir, se ponavadi, če pač imate te coaching veščine, se potem postavite recimo v vlogo nekega coacha in z nekimi coaching vprašanji skoachate osebo, da pride do nekih razrešitev oziroma rešitev. Skratka, tukaj pri coachingu ne podajamo mi kot coachi nekih svojih rešitev, ampak peljemo to osebo. Tako da tukaj zdaj pač coaching sam po sebi v resnici ni format, ki bi sam zase obstajal v spletnem izobraževanju, ampak ga pač, če ste coachi, kot bom rekla, trenirani coachi, torej usposobljeni coachi, potem pač to veščino lahko uporabite tekom teh programov. Ampak kar želim zdaj tukaj poudariti, je pač tale varianta individualni spletni mentorski oziroma coaching programi. To je eden od formatov, zadnje čase tudi zelo popularen, ki v bistvu pravzaprav nam samo olajša delo. Zelo je podoben temu pač individualnemu delu, tako kot smo ga bili sicer do zdaj navajeni, v smislu, da z nekom delate 1 na 1, pa se recimo srečujete na neki lokaciji, na terenu. Tukaj pa v bistvu lahko tole stvar, bom rekla, si olajšamo na ta način, da ko nekoga peljemo čez nek mentorski program, ta mentorski program pravzaprav zastavimo kot neke vrste spletni tečaj, preko katerega ga peljemo. Kar je pa dodana vrednost, je pa to, da smo mi zraven kot mentorji. Torej, razlika med spletnim tečajem za samostojno učenje in nekim individualnim mentorskim programom je ravno v tem, da v mentorskem programu mi udeleženca vodimo, saj to se da sistemsko rešiti. Tukaj v bistvu vodi learning management sistem oziroma torej spletna akademija oziroma spletna učilnica ga sama vodi, ampak smo mi zraven, kar pomeni, ko vidimo, da ne vem, da ni opravil neke naloge ali pa ga lahko malo pobaramo, kaj se dogaja. In potem, če vidimo, da gremo v neko smer, ki ni problem, ki ni stvar, znanja, ampak je stvar neke osebne situacije, se lahko postavimo v vlogo coacha. Ali pa recimo, ko odda nalogo, ko naredi aktivnost, ko opravi aktivnost, mu damo feedback in vidimo v bistvu, v katero smer ga lahko tudi usmerimo v druge smeri. Jaz tukaj recimo, ko imam svoje individualne mentorske programe, zelo spodbujam svoje stranke, da rečem, ko boste pripravljali nalogo,
seveda jo naredite po tem principu, kakor sem jaz dala pač to aktivnost, ampak opazujte sebe zraven. Vam je bil ta sistem všeč, vam je bil ta način dela všeč, ali vas je motil, vas je mogoče nekaj vam ni bilo všeč. Dajte mi, ko boste oddajali nalogo, povejte mi tudi, kaj je bilo tisto, kar vam ni bilo všeč, kar vas je mogoče motilo, pa ne motilo zdaj, ne vem, v tem kontekstu, ampak kaj je bilo tisto, kar bi mogoče, kar mogoče ni bilo glih usklajeno z vami. Dajte mi povedati, pa bom jaz kot mentor najdla nek način, pa vas usmerila v neko drugo rešitev in tako naprej, ne. Skratka, tukaj zdaj, ko govorimo o teh individualnih spletnih mentorskih programih, je dodana vrednost predvsem to, da nam ti sistemi, torej te naše spletne akademije, Learning Management sistemi, LMS-i, omogočijo, da določene zadeve, torej predvsem tiste organizacijsko-administrativne procese, si olajšamo s pomočjo sistema, in pa po drugi strani to poznavanje oziroma to znanje te spletne edukacije, torej podajanje znanja na daljavo, nam omogoči, da znamo mi te programe tudi pripraviti v obliki, torej namesto, da te stvari, ki so, bom rekla, bolj iz tistega dela info, torej vsebinski del, namesto, da jih vsakič znova ponavljamo z vsako stranko, mi enostavno lepo te stvari zapakiramo v obliko posnetih video lekcij, jih povežemo seveda z aktivnostmi in v bistvu potem pač preko teh sistemov upravljamo en tak program. Tako da recimo tukaj sama konkretno imam program, čez katerega recimo grejo udeleženci v recimo 6 tednih in usvojijo pravzaprav lahko vse veščine, kakršne bi usvojili, če bi šli z mano recimo skupaj v živo. Zdaj pa še tretja stvar pod asinhronimi formati, to so pa skupinski vodeni spletni izobraževalni programi. Praktično zelo podobna zadeva kot to, o čemer sem pravkar govorila, torej podobno kot individualni spletni program, pravzaprav mi imamo lahko isti program. Jaz sama konkretno imam program Spletni edukator, program za samostojno učenje, ki ga lahko predelujemo bodisi individualno, skratka na ta način mi omogoči, da imajo moji udeleženci, ne rabijo čakati skupinske izvedbe, ne, skratka recimo, da imam jaz skupinsko izvedbo enkrat letno, zdaj pač karikiram, trenutno recimo niti nimam, ne, ampak recimo, da imam ta mentorski program, oziroma ta spletni izobraževalni program, asinhrono izvedbo, pa recimo, da imam enkrat letno in namesto, da udeleženci čakajo na tisto enkratletni program, ne, da pride, ne vem, da se čas obrne okoli, ne, recimo, če imajo potrebo potem, da grejo hitreje oziroma prej skozi ta program, se lahko vpišejo v tisto individualno izvedbo. Tako da v bistvu skupinski voden spletni izobraževalni program pa je pravzaprav spet enaka zadeva. Osnova je spet lahko tudi spletni tečaj, tako kot je spletni tečaj za samostojno učenje. Bistvena razlika je tukaj to, da imamo potem v bistvu skupino, ki v nekem določenem času gre skupaj skozi ta program. Spet aktivnosti so lahko narejene na ta način, da jih dela vsak zase, tako kot smo rekli pri delavnicah. Lahko so pa aktivnosti, če je seveda vsebina taka, da more, tukaj je predvsem ključno to, da mi vemo, pa gre spet iz tega vidika, ne, dizajniranja programa, ne, da mi vemo, kaj želimo doseči. In če je recimo neka aktivnost oziroma nek učni korak narejen na ta način, da morajo udeleženci pokazati veščine nekega skupinskega sodelovalnega dela, potem seveda moramo v našem programu narediti, bom rekla, vsebine na ta način, da omogočimo to skupinsko delo. Če pa je pač narava tistega posameznega učnega koraka taka, da v bistvu samo individualno nekaj delajo, da sami delajo, potem je pač seveda lahko aktivnost individualna. Tukaj lahko kombiniramo, sem dodala tukaj to varianto, torej kombiniramo, tukaj ni to nujno, da je zdaj vse samo predposneto. Lahko pokombiniramo tudi z raznoraznimi e-srečanji v živo. Zakaj sem napisala e-srečanja, ne pa nujno delavnice? Skratka, ker so ta srečanja ni nujno, da so delavnice, ne. Ta srečanja boste velikokrat videli v online programih, v spletnih izobraževalnih programih. Zdaj, jaz besedo online programi oziroma besedno zvezo online programi uporabljam samo zato, da pač bolj na kratko povem spletni izobraževalni programi. Gre predvsem za to, da v teh online programih imate lahko recimo, ne vem, govorilne ure, ne, ali pa pogovorne urice, kakorkoli, ne. Lahko rečete, enkrat mesečno sem pa na voljo za to, da lahko kdorkoli pride, pa se bomo pogovorili, ne. Lahko so
Lahko so to dejansko tudi delavnice, ne, skratka imate del vsebine, ki jo je treba oddelati na ta način, da delamo skupaj v živo. Lahko so to srečanja v stilu Ask Me Anything, ne, pridete poprašati, no, to so to v bistvu bolj te pogovorne urice. Lahko so to recimo delovna srečanja, jaz sama sem imela nekaj časa svoj program na ta način narejen, tak asinhron program, to se pravi, da so udeleženci enkrat na teden dobili vsebino in potem je sledila njihova aktivnost. In zdaj za več motivacije, da jim je lažje delati, da ne delajo glih sami, sem recimo, ne vem, ob petkih dopoldne od 9 do 10 oziroma 9, ne vem, do recimo pol 11, mislim, da sem naredila taka delovna srečanja, kar je pomenilo, udeleženci pridejo na Zoom, se vsi skupaj vidimo, in dela vsak na svoji nalogi, pač na svoji aktivnosti. Jaz sem pa tam zraven kot mentor, tako da če kdorkoli rabi kakršnokoli pomoč, skočiva v individualno breakout sobo in mu razložim določene zadeve, ga usmeram in tako naprej, ne. Skratka, bi se rekla, kot, bom rekla, ta alternativa tem klasičnim, recimo, programom, je pa pač dodana vrednost v tem smislu, da pač udeleženci, tisti, ki rabijo, ki rajš delajo skupaj, pa ki rajš vidijo pač, da tudi drugi istočasno delajo, je pač neke vrste motivacija, ne. Ampak spet to potem ni e-delavnica, ampak govorimo o nekem drugem formatu skupinskega srečanja. Tukaj bi še mogoče, če sem že prej omenila, kako so zlorabljene e-delavnice, pa kako so zlorabljeni spletni tečaji, bi tukaj mogoče samo omenila tole, ne, da so zlorabljeni, da je beseda oziroma da je dostikrat narobe interpretirana, da skupinski vodeni spletni izobraževalni programi so ponavadi, oziroma ne ponavadi, ampak videla sem že situacijo v Sloveniji, da jih narobe zinterpretirajo in temu rečejo, da je to članstvo oziroma membership. To ni članstvo, to se pravi, če smo mi nekaj skupaj v nekem določenem obdobju, pa je to lahko 3 mesece ali pa 12 mesecev ali pa 2 leti. Pa da mi to delamo skupaj, to se pravi, da mi po tej poti vodimo udeleženca od točke A, smo rekli, kjer je trenutno, do točke B, kjer se zgodi neka transformacija. In če govorimo tukaj o programu, ki je predpisan, ki je voden, ki ima elemente nekih učnih korakov, po katerih gremo naprej, govorimo tukaj potem o spletnem izobraževalnem, o vodenem spletnem izobraževalnem programu, ne pa o članstvu. Zdaj, jaz osebno pač članstvo v kontekstu, oziroma ti membership programi v kontekstu spletnega izobraževanja so programi, ki si jih lahko predstavljate kot neko knjižnico, kot nek repozitorij. Skratka, jaz osebno jih ne uvrščam v klasično izobraževanje, to se pravi, niso del klasičnega izobraževanja. Pri izobraževanju res govorimo o tem, da peljemo od nekoga od točke A do točke B, in jih vidim predvsem kot suportivne programe. Skratka, potem, ko smo mi nekoga že pripeljali od točke A do točke B, mu iz takega ali drugačnega razloga lahko nudimo nek suport, nadaljnji suport v obliki nekega članstva, kjer ima dostop do, ne vem, vedno novih vsebin ali pa dostop do vseh vsebin, ki jih imamo, ali pa dostop do nekih mesečnih dogodkov in tako naprej, ne. Skratka, članstvo si spet lahko predstavljate zelo tako, kot, bom rekla, neko naročnino na internet ali pa naročnino v knjižnici in tako naprej. Skratka, v obdobju, ko ste člani, ko plačujete naročnino, imate dostop do nekih vsebin, ki pa jih lahko predelujete in pregledujete naključno. Skratka, ni nekega vodenega sistema od A do B, tako kot smo rekli pri spletnih izobraževalnih programih. In tukaj pridemo potem še do orodij, ki jih potrebujemo za asinhrono spletno izobraževanje. In tukaj pridemo do tega, ko sem že večkrat omenila, Learning Management sistema, torej LMS-a. Zdaj v šolstvu poznamo, v formalnem izobraževanju je to predvsem Moodle. Edo-podjetniki, to se pravi manjši solo izvajalci, se pa ponavadi poslužujemo teh platform, ki so v oblakih. Skratka, je sicer alternativa, da naložimo recimo na svojo spletno stran tudi nek tak sistem. Zdaj, o tem sem večkrat že pisala, pač moramo se zavedati, da tukaj gre za računalniške sisteme, upoštevati moramo varnost na spletu in tako naprej. Tako da jaz sama preferiram sisteme, ko govorimo o
ko govorimo o spletnem izobraževanju, ki ga ponujamo solo izvajalci oziroma neke manjše organizacije, jaz preferiram sisteme, ki so v oblaku. Zdaj za slovenski trg sta to predvsem Teachable pa Thinkific, kjer oba omogočata tudi lokalizacijo, torej uporabniški vmesnik za udeležence je v slovenskem jeziku. Če pa delate globalno, ste pa praktično neomejeni, ker je teh online course platform praktično meljavžen. No, tako da v bistvu gre potem samo stvar tega, kaj točno potrebujete, na kakšen način boste delali, pa ali boste rabili tudi mogoče pač te platforme, ne, ki so za podjetnike, imajo tudi pač neko posebnost tudi v tem smislu, da so ponavadi na tak ali drugačen način pač, integrirajo tudi neke, marketinške storitve, ne. To se pravi, da lahko pač na neki enostaven način povežete zadeve z svojim email marketing sistemom, da pač digitalni marketing lažje speljete prek tega in tako naprej. No, ampak to je pač že druga debata. Kar želim tukaj predvsem poudariti, je to, da če želite seveda potem pač takele aktivne online programe delati, ne bo več zadoščalo samo to, da nekam naložite videe, da si jih nekdo ogleduje, ampak dejansko rabite neko platformo, ki bo te programe, ki bo, odnesla tisti tehnični del in pa organizacijski, administrativni del, da se vi res lahko posvetite samo temu, oziroma predvsem temu suportu, bodisi mentorstvu, coachingu, svetovanju, torej na daljavo in kot pač pomoč vašim udeležencem. Če za konec še enkrat pogledamo celotno sliko, torej lahko vidimo, če naredim en kratek povzetek, torej v spletnem izobraževanju, torej ko res govorimo o izobraževanju, govorimo torej o dveh formatih, to sta format sinhronega izobraževanja in pa asinhronega, torej ko nismo skupaj. V obeh primerih torej imamo pasivne in pa so lahko udeleženci pasivni ali pa aktivni. Rekli smo, pasivni pomeni, da samo podajamo informacije, torej samo podajamo neko vsebino, brez da bi udeležence vpletli, vključili v ta proces izobraževanja. To smo rekli, v bistvu je format, ki je večinoma uporaben, kadar govorimo o nekem informiranju, o nekem razlaganju, bolj o marketinškem vidiku, ne, zdaj konkretno jaz vas seznanjam z nekimi določenimi zadevami, ki jih pač rabite vedeti, če se želite odločiti za recimo usposabljanje pri meni, da razumete pač na kakšen način, o čem pravzaprav učim, ne, tako da tukaj ste zdaj v vlogi pasivnega. Tisto, s čimer pa mi stremimo, ko res dejansko izobražujemo, to se pravi, če se odločite, da recimo bi želeli iti na to pot, kreiranja spletnih izobraževalnih programov skupaj z mano, potem so pa moji programi taki, oziroma so pa tisti programi, kjer vas res peljem v to aplikativno vlogo, so pa tako imenovani ko ste vi aktivni vlogi, potem govorimo o sinhronim delu, govorimo o interaktivnih spletnih delavnicah v živo, in pa v asinhronem delu govorimo o bodisi spletnem tečaju za samostojno učenje, nekem individualnem vodenem mentorskem programu, torej tukaj smo rekli, spletni tečaj predelujete sami, ga predelujete ali ne predelujete, lahko pogledate samo določen del vsebine, ali pa, to se pravi, in pri individualnih pa pomeni, da sem zraven, torej da vas vodim, da vas po domače rečeno čekiram, kaj delate, kako delate in usmerjam, ali pa imamo neke skupinske vodene spletne izobraževalne programe, ki v določenem obdobju, celotna skupina dela na istem programu in gre po isti poti od začetka do konca. Temu primerno seveda potem moramo izbrati ustrezen sistem, in ko govorimo o teh tako imenovanih aktivnih programih, kadar govorimo o sinhronem, smo rekli, potrebujemo videokonferenčni sistem, ki nam omogoči tudi to komunikacijo, omogoči nam, da lahko naredimo skupinsko delo, oziroma da lahko naredimo neke te posamezne dodatne breakout sobe in tako naprej, ki nam omogoči, da pač s pomočjo raznoraznih orodij
beležimo pač to znanje, delamo pač neke, bom rekla, bolj facilitirane procese. Medtem ko govorimo o asinhronem, bomo potrebovali tako imenovan learning management sistem oziroma sistem za upravljanje učenja ali po domače rečeno spletne učilnice, oziroma tukaj pač sem jaz pristaš tega, da je to pač e-akademija, to je spletna akademija, znotraj katere pa imamo potem posamezne spletne učilnice. Tako da s temle pregledom zaključujem ta pregled. Upam, da je bila kakšna od stvari, kakšen aha moment se zgodil. Zdaj, če pa želite v bistvu pravzaprav svoje, bom rekla, online programe, bom rekla, ponesti na višji nivo ali pa v bistvu pač, bom rekla, jih res, kako ne rečem, jim res dodati tisto, bom rekla, izobraževalno vrednost, dodati še več, bom rekla, tistih ščepcev soli, ki naredijo, bom rekla, povprečen program, pa recimo majčkeno malo boljšega, pa ne glede na to zdaj, ali šele začenjate ali pa v bistvu ste že na neki poti, da ste neke programe že skreirali, vedno je seveda priložnost, da katerikoli program nadgradite, obogatite, izboljšate. Dodana vrednost tega, bom rekla, kreiranja online programov je tudi to, da zmeraj lahko z majhnimi koraki kadarkoli še zadeve nadgradimo. Tako da ne glede na to, ali ste v fazi, ko želite pravzaprav šele začeti, ali ste pa v fazi, ko bi recimo mogoče radi nadgradili neke svoje programe, vabljeni v spletni program. Jaz sem zapakirala, to se pravi, vse te moje različne formate. Bom rekla, tukaj je dodana vrednost ravno to, da lahko pravzaprav izberete, glede na svoj, bom rekla, življenjski stil, glede na to, kaj iščete, na kakšen način vam ustreza. Sem sama ponudila pač svoj program v večjih različicah. Vse skupaj sem pa zapakirala pod krovno ime Spletni edukator, ki mislim, da pač pove vse. Skratka, trije principi tega, bom rekla, trije principi, ki jih kot spletni edukator morate poznati, so torej pač prva osnova je, da znate dizajnirati te, bom rekla, programe, znati upoštevati vse te in andragoške principe in principe podajanja znanja na daljavo in da znate to na nek tak, bom rekla, tehnično enostaven in pa izobraževalno učinkovit način tudi menedžirati na daljavo. In pa seveda pri tem sta ključni še dve, bom rekla, majčkeno bolj tehnični veščini, ki pa vedno vključujeta tudi mehke veščine, to sta pa snemanje in pa zoomanje. Tako da tukaj lahko vidite na ekranu pač različice, ki so na voljo. Če pa ste edupodjetnik, skratka, da svoje programe že imate, pa da iščete predvsem, bom rekla, bolj ta suport pri promociji, prodaji oziroma pri, bom rekla, vidnosti vaših online programov, pa vabljeni, da svoj spletni izobraževalni program ali pa dogodke, pač kakršenkoli format že so, tudi članstva, objavite na izberi edogodek.si in da se nam pridružite enkrat mesečno na nekonferencah. To je tak poseben format, kjer v bistvu omogočimo, da se izmenja znanje, zgodi mreženje, izmenjajo izkušnje in pogledi in skratka imamo neko win-win situacijo, kjer lahko pravzaprav se naučimo nekaj novega.